Ne, pa so se. Zdaj morate potrditi. Got it. Gotit. Ok, hvala obema, Nadi, ki bo snemala, Izidorju za dovoljenje. Potem bi pa potem tudi prosil, potem, ko bo pač posnetek pripravljen, če bi ga lahko jaz dobil po e-pošti, da ga objavim. Ja, zdaj sem jaz to dala, da mi snema na moj računalnik, a bi bilo bolj, da damo oblak. Ne, boljše na računalnik, če je dosti prostora. Potem, Bo dosti, po mojem. ja, potem pa na koncu naredi konverzijo lepo v MP4. Pa je. Ok, to se pravi, koliko je ura? 8:01. Ja, smo rekli, da 5 minut čez začnemo, ne, torej. Danes je prvi dan, ne, tole bomo malo v računalništvu, jaz imam tle še tudi ene par stvari, takrat, ko sem prišla učiti na šolo, sem dobila vse živo, kar drugi niso hoteli, pa vse tiste razrede, ki jih drugi niso hoteli. In pol sem dobila med drugim tudi poučevanje računalništva, tako da lahko še kaj o tem povem, kaj sem počela. Če bo koga zanimalo. Vsekakor. To bomo pa še videli. Ti, ker imamo odprta ušesa. Ja, se pa, ko priješ kot nov na šolo, se pravi, je to zelo zanimivo, Ja. kaj se ti dogaja. Ko sem menil firmo, sem najprej dobil takoj že inventuro in to predsedovanje centralne inventurne komisije. Ponavadi smo mi boljši dobijo. Ponavadi smo dobili pisanje zapisnikov. Tistega, ki nihče ni hotel delati in potem je bilo sitno tiste stvari peljati naprej. Ja, klasika. Ste še gor, Še? Smo. ker pri meni ste zginili. Kako zginali? Sem dal sliko levo pa desno, so vaše slike zginile. Gor desno imaš en kvadratek, malo poglej tam. Tam, ko ti piše view, Ja, tam pritisaj. Ne, to moraš iti na zaslon od Zooma, ne na tvoj zaslon tle. ja. Tle ti ne bo nič pomagalo. Jaz sem popravil tisto, zdaj vas vidim polovično. No, A V to se redu je. že snemali, kako? to se vse Ja, se res. snema, ja. Ja, zato moramo biti bolj previdni. Najbolj, da kar začnemo. Ja, jaz vas lepo pozdravljam na prvem srečanju. Upam, da bomo imeli toliko prostovoljcev, da bomo lahko zvozili do konca, ne, to se pravi vsak teden. In da bo tudi kaj novih članov tle zraven prišlo, ki bojo kaj povedali. Danes bo začel Izidor Hafner, pa bo kar sam povedal, kako in kaj. Torej, danes bom povedal, kako se jaz spominjam 50-letnico uvajanja računalništva v srednje šole v Sloveniji. V resnici obstajata dve verziji tega, ne. Ena je moja, ena je pa Rajkovičeva, ne. Jaz bom zdaj mojo povedal, ne. Tule je komisija, ki je bila imenovana 8.9.1971 strani Zavoda za šolstvo, torej Boris Lipužič je imenoval tole komisijo. In sicer Branko Roblek je bil predsednik komisije, člani so bili pa doktor Jernej Virant iz Elektrofakultete, Cveto Trampuš z Inštituta Jožef Štefan, Egon Zakrajšek
Mira Vovk, tudi z Inštituta Jožef Štefan, Janez Lesjak, Republiški računski center, Vladislav Rajkovič, tudi Štefana, Milan Kac, Višja tehnična šola Maribor, Franc Savnik, profesor matematike v gimnaziji Brežice, potem jaz, Izidor Hafner, študent matematike, Bogo Horvat, predavatelj na Višji tehnični šoli v Maribor, in Milan Adamič, profesor pedagogike, pedagoški svetovalec na Zavodu za šolstvo. Njena naloga je bila pa izvajanje nalog v zvezi s projektom o uvajanju pouka računalništva v srednje šole, izdelava učnega načrta za pouk računalništva, izvedba tečajev za pouk računalništva in priprava učbenika za pouk računalništva. Jaz sem izvedel, da sem član te komisije po moje šele po 40 letih. Torej, v tej komisiji nisem sodeloval, tudi nisem videl nobenega zapisnika kasneje te komisije. Lahko, da je delala, ne vem pa ne. Zdaj bom pa jaz tole spustil in bom dal moj članek, ki sem ga imel za... Vidite? A se vidi moj članek? Ne, moraš tega dol dati. Stop sharing narediti. Ja, tega da je stop sharing, pa onega te drugega odpri, pa... Ja, kaj pa zdaj? Ja, zdaj pa spet kot prej, share screen pa... Ne problem, ki mi ta zgine, a veš, pa... Malo ga zmanjši ta tvoj članek. Ja. Pa si najdel. Sam zdaj imam na mezu, imam neko... En okenček imaš, pa tam na spodnji vogalček, kot je dvojna puščica, pritisnem pa bo. Ne, veš kaj, neko reklamo, naj se pridružim Zoomu, sem dobil. Ja. Ker nima veze. Takole. Ja, pravš na sharing grem. Na share screen pa odpri, Imam pa takole, ja. pa okenček desno spodaj. Zdaj vidite. Ja, zdaj pa vidimo. Jaz sem se vpisal leta 1968 na FNT, smer tehnična matematika, skupaj z Markom Razpetim, Petrom Ligišem, Žitkotom in tudi Nada je, torej mi smo isti letnik. Istočasno sem poslušal tečaj Fortrana na Inštitutu Jožef Štefan, ki ga je vodila matematičarka Mira Vovk iz odseka za uporabno matematiko, ki ga je takrat vodil Cveto Trampuš, tudi diplomirani matematik. Po tem tečaju, na koncu tega tečaja je prišel računalnik IBM 1130. Ali je bilo to na koncu leta 68 ali pa takoj na začetku 69, tega se ne spominjam dobro. Naredil sem tudi en programček v tem, in da sem videl, kako to deluje. Mi pa vsi vemo, kako se je delalo z 1130. O tem ne bi govoril. Jaz sem bil nekako zaposlen na Inštitutu Jožef Štefan, neke vrste študentsko delo, ampak to je bilo redno študentsko delo. In moja prva naloga je bila, da napišem program za elemente hladilnega stolpa za termocentralo Šoštanj. To je bil elektroprojekt. Inženirski biro elektroprojekta je bil
tisti, ki je kako bi temu ni delal, ampak projektiral te stolpe, in oni so imeli vse te izračune narejene, torej te formule, in potem so za te stolpe, ker to je v bistvu enodelni hiperboloid in tam se je lepo geometrično dalo vse izračunati, in oni so te račune delali s pomočjo logaritmičnih tabel oziroma teh računalnikih, tistih facitov, nekaj še starejšimi, torej ročno so delali in so naredili take tabele, in tiste tabele sem jaz pravzaprav naredil program, ki je tiste tabele delal, in so bili zelo zadovoljni z mojim delom, tako da sem dobil ekstra plačano, to je bilo edino, kar sem jaz dobil kdaj plačano dvakrat, večino večkrat pa nisem nič dobil. Po tistem, takrat, če se spomnite, so bili precejšnji mrki, električni mrki, tistega 71, 72, ne vem, če se še spominjate. Zdaj ne vem točno, kdaj je bil Šoštanj 4 narejen, ali je bil 74 ali 73, se ne spominjam dobro, ampak vem pa, da potem je bilo precej boljš, ker je v bistvu skoraj polovico elektrike slovenske je dal Šoštanj. Seveda, tam je bila že prej termocentrala, sam ne tako velika. Tisto so podarili, potem so naredili še blok 5, so naredili po moje še po istem programu. Čeprav jaz nisem več sodeloval, ampak Miloš Melej potem bil, ki je tele programe od mene prevzel tam na elektroprojektu. No, takrat sem nekako videl, takrat je bilo nekako tako, če se ti znal en programski jezik, si bil že programer in so te takoj vzeli v službo. Je bil to Fortran, je bil to Cobol ali karkoli si, če si res to znal, si takoj dobil službo. In takrat sem jaz delal pravzaprav, da je to srednješolsko delo, da bi lahko vsak nekako boljši učenec matematike znal to narediti. In sem v jeseni 71. sva s Pisanskim šla na mojo šolo, na njegovo šolo, to se pravi na Šubičevo gimnazijo, k ravnatelju Golobu, in jaz sem mu predlagal, da bi imel računalništvo kot praktična znanja. Pravzaprav o teh praktičnih znanj nisem kaj dosti vedel. Vedel sem, da so imeli prejšnje leto neka praktična znanja, ne vem točno iz česa. To je bilo nekaj takega, nekaj, kar je bilo na gimnaziji odveč v glavnem. So se izogibali te zadevi, ampak morali so imeti, ker nekako je bilo, mislim, da je bilo v enem ali v 2 razredih je bilo 28 ur, tako da sta bila nekako 2 uri v enem semestru na razpolago, v enem ali v 2 letnikih. Nisem pa točno vedel, ker jaz sem 3 leta gimnazije v Beogradu naredil in sem šele v 4. letnik prišel v Ljubljano. No, potem sva šla s Pisanskim k ravnatelju Golobu, on je latinščino učil. Pisanski, da bo imel krožek iz matematike, jaz sem pa rekel, da bi imel praktična znanja iz računalništva, in to so oni sprejeli, in jaz sem imel zimski semester, to se pravi prvo polletje sem imel, to se pravi leto 69-70 sem imel praktična znanja. Isto sem ponovil, no, na koncu teh praktičnih znanj se mi je zdelo, da bi bilo dobro, da bi tudi na drugih gimnazijah imeli. Jaz sem to nekako videl kot neke matematične gimnazije, da bo to, v Beogradu so imeli matematične gimnazije in potem so imeli veliko matematike in so potem precej nagrad osvajali na teh matematičnih tekmovanjih, zato ker so imeli pač ne vem koliko matematike. No, nekaj takega sem mislil, da bo tudi z računalništvom. In sem prosil očeta, ki
ki je bil takrat podpredsednik izvršnega sveta Slovenije, ne, da me poveže z Borisom Lipužičem, ki je pa tudi stanoval tam v istem bloku kot mi, ne. Tako da sem se jaz sestal z Lipušičem, tam je bil pa tudi Branko Roblek, ki je malo predtem prišel, da bo urejeval avtomatsko obdelavo podatkov na Zavodu za šolstvo, in mi trije jaz sem jim povedal, kaj sem imel, ne, in potem je bil nek sestanek 1970. leta, na katerem jaz ne vem, kdo je točno sodeloval, ampak Rajkovič je sigurno sodeloval, ne. On je sicer to pozabil že, ne. In mislim, da je bil tudi zadolžen, da naredi učni načrt. In takrat smo se zmenili, da bo naslednje leto potekalo na nekaterih gimnazijah to. Jaz se nič ne spomnim, ali smo imeli še kakšen sestanek ali ne, ampak po zimi leta 1971, ko sem jaz imel že drugo leto to, sem bil na zadnjem sestanku in sem Trampužu, no, Trampuž je tudi bil tam, rekel, da pravzaprav jaz ne bom več sodeloval, ker bom raje diplomo naredil, to je bil 3. letnik, pa da se bom majčkam po svetu študil raje. Tako da sem jaz izstopil iz tega, mislim, da je bilo to mogoče februarja, kdaj je bilo, 71. leta. Tako da potem jaz s tem nisem imel pravzaprav nobene zveze več, ne, s tem projektom, ne. Projekt so šele kasneje imenovali, ne. Od dijakov se jaz spomnim samo Mirka Ivančiča, ker je prišel na fakulteto k meni. Jaz sem pa 72. končal in sem takoj dobil službo na elektrofakulteti, in ta dijak, ki je poslušal pravzaprav pri meni dvakrat, v 2. in 3. letniku, je prišel k meni 72. Šele po 45 letih sem pa zvedel, da je bil tudi Marko Petkovšek zraven. Ampak pri njemu je bilo nekoliko drugače. On je hodil verjetno kot k meni v 2. letnik in je pravzaprav se mu to štelo kot krožek, ne, kot praktična znanja. Pozneje je pa 73. hodil k Bratku. Torej, Bratko je imel 72. 73. leta, je mu pa Bratko in je k njemu hodil, ne. Jaz imam izjavo Petkovška o tem in mi je dal spričevala, ne. Ampak tam v krožku pač ni govora, medtem ko tisto so pa vpisali kot praktična znanja programiranje, pa še enkrat v 1. poletju, pa v 2. isto, praktična znanja programiranje je pisalo, ne, ampak kot neobvezno. Namreč Petkovšek je hodil na klasično gimnazijo in tam pa zgleda, da so imeli praktična znanja samo en semester, 2 leti, a ne. Pardon, 2 uri en semester, ne pa cel semester, ne, tako da so mu pisali kot neobvezno enkrat. Takrat je Bratko, kot sem rekel, je Bratko vodil tale. Zdaj, kdo je pa dejansko 71. vodil, ampak mislim, da je bila Mira Volk, ne, ki je mene nadomestila tam, ne. No, kljub temu, ko je bilo 45. obletnica tega na inštitutu Jožef Štefan, ne, takrat sem jaz pravzaprav šele zvedel, da se to ni začelo 70. leta, ne, da bi še druge gimnazije imele, ampak se je začelo 71. leta, da je Rajkovič pripravil program za celoletni predmet, ne za polletni predmet, ne. In mene takrat niso nič omenili, ne. Zato sem prosil tega Mirka Ivančiča, da pogleda, kaj mu piše v spričevalu, ne. No, v njegovem spričevalu je pisalo za 3. letnik matematika, za 4. pa računalništvo, RAC,
no tam je mat pisal, praktična znanja mat, v 4. pa rac, ne. Ampak jaz njega v 4. letniku nisem učil, ker takrat nisem več učil, ne. No, v resnici je bilo tako, potem sem pa svoje spričevalo videl, ne, pogledal. Sem pa videl, da imam zapisana praktična znanja v 4. letniku, ampak sploh nisem hodil na ta, sploh jih ni bilo, ne. Tako da, kot kaže, da so praktična znanja izvajali v 2. in 3. letniku, vpisali so pa v 3. in 4. letnik. Verjetno zato, da je pri maturi bilo več časa, ne vem, kaj je bilo. V glavnem, to je bilo, kar se tiče tega mojega dela na tem, v zvezi s tem, ne. Jaz sem sicer potem še organiziral prvo republiško tekmovanje iz računalništva 77. leta in še izdelal sem profile poklicev za programerskega in računalniškega tehnika 77. leta. Namreč takrat se je pojavila možnost, da bi uvedli srednješolsko izobraževanje poklicev računalniške stroke. Bila je neka študija, ki jo je naredila Virantova skupina in tam sta bila 2 poklica, to je bil programerski in računalniški tehnik. In jaz sem na osnovi tistega naredil z nekim sodelavcem z Zavoda za šolstvo, sva naredila potem ta 2 profila. Jaz sem potem izdelal še nek učni načrt, tak, ki je bil v skladu s tistimi navodili za usmerjeno izobraževanje in potem nisem več sodeloval, ne. Tako da ne vem, kaj se je potem točno dogajalo. Leta 87 sem imel še krožke iz računalništva na srednjih šolah. Bil sem predsednik komisije za robotiko, no. Imeli smo krožke robotikov, ki so se selili iz srednjih šol na srednje šole, glavna je bila pa viška srednja šola za računalništvo takrat. Edo Strnad je bil pa zadolžen na tisti šoli za te računalnike. To so bili spektrumi z robotsko, nek computing sistem je bil to. Z Basicom se je pa programiralo tisti sistem, ne. To je bilo v bistvu vse, kar sem jaz delal. Zdaj, zakaj sem jaz nehal takrat z poukom računalništva, ne s poukom, z tekmovanji pa z temi zadevami, bilo je pa takole, ne. Jaz sem vodil praktična znanja, ne praktična znanja, diskretne strukture, mi je prijatelj dal, ne. Ker se mu ni dalo predavati na elektrofakulteti, sem jaz predaval diskretne strukture 84. leta, ne, potem pa še 77. Vmes sem bil pa v vojski, ne. Tisto je bilo dogovor med FNT in elektrofakulteto, ker sem bil jaz pa na elektrofakulteti, mi niso nič plačevali za predavanja, plačevali so mi pa za vaje iz tega predmeta. Bil sem pa asistent za matematiko s polno obremenitvijo. To se pravi, te 4 ure so bile moja dodatna obremenitev. In ko sem hotel, da bi to nekako uredili, v glavnem prijatelj ni bil za to, ne. In jaz sem pa vse skupaj pustil. Torej, pripravo za drugo tekmovanje iz računalništva sem še izvedel in sem nehal s tem z računalništvom v srednji šoli, ne. No, ko je bila pa 30-letnica tega, sem se pa malo spomnil na te ljudi, ne. Zakrajška, potem Trampuža, Volkovo pa Cokana. V glavnem, tili 3 so takrat umrli že, ne. Cokan niti 60 let ni bil star, Zakrajšek
61, Trumpuš pa tudi ni bil 70, ko je umrl. Takrat sem se spomnil, pa sem pač napisal v poročilo za občni zbor, sem napisal ob 30-letnici, pa še enkrat ob 40-letnici. No, ob 45-letnici sem pa izvedel, da je v bistvu tisto računalništvo začelo šele 71. leta. Zdaj, ki je pa 50-letnica, sem pa napisal za to informatiko, nek članek, da se spomnim te komisije. In zdaj bi jaz kar malo tele člane omenil. Torej, moj namen je bil sam, da se teh članov spomnimo. Od 12 članov te komisije je nažalost umrlo že 7 členov, sam 15 je pa živih, pa še nekateri od tistih niso najboljšega zdravja. Tako da ob 60-letnico ne vem, če bo kdo od nas doživel. Branko Roblek je maturiral na gimnaziji v Kranju in je meni 69. leta prišel na Zavod za šolstvo, kot da bo avtomatiziral določene stvari. Kasneje je Lipušič napisal tam okrog leta 2010, ob 40-letnici je napisal, da je Branko Roblek zbral ekipo iz inštituta Jožef Štefan in univerz, ekipo, ki je izvajala ta projekt. Glavna sta bila Rajkovič in Bratko, ki sta napisala učbenik. To je sicer res, da je Branko Roblek poslal vabila tem ljudem, ampak nekdo mu je moral povedati za te ljudi. Nažalost je Branko umrl za rakom. Pred 70 letom je umrl. On se je vrnil 73. na gimnazijo Škofja Loka, projekt se je pa nadaljeval pri Korenhauserjevi. Jaz sem bil zelo presenečen, ko sem se spomnil, da bi bilo dobro tekmovanje organizirati, da sem šel pa k Korenhauserjevi, ne pa na Zavod za šolstvo. Ne vem, kako je tisti projekt prišel k Korenhauserjevi. To bi bilo, ampak nekaj je bilo narobe. Roblek se je vrnil na gimnazijo. No, Jernej Virant je bil pa edini doktor iz te ekipe, se je pa ukvarjal z računalništvom na fakulteti za elektrotehniko, bil je tudi dekan od leta 77 do 79. leta. Jaz sem ga poj dobro poznal, prej ga niti nisem poznal, ampak kasneje sem ga pa dobro poznal. Mislim, da je bil on tudi takrat vodja štipendijskega sklada za tujino, in takrat sem jaz dobil polletno štipendijo za študij v Angliji, tako da sem poj tudi, če nekaj prosil, sem tudi kaj naredil in verjetno, da je tudi v zvezi s tistim, da smo tole šolstvo, srednje šolstvo rihtali, da je bilo to tudi v njegovo zasluga. Cveto Trampuš je pa bil vodja odseka nekaj časa, ampak mislim, da ga je takoj Ribarič zamenjal, ker vodje odsekov so morali biti doktorji na inštitutu. Pozneje je šel na FDV, Fakulteto za družbene vede, kjer je organiziral te računalniški center, pa je bil zaslužen za ustanovitev smeri družboslovna informatika. Na to smer je bila tudi sprejeta moja hči, Ana.
bila sprejeta na gledališko akademijo. Potem je bila pa tle sprejeta, ne, kot druga možnost. Cveto je bil brzopotezni šahist. On je sorazmerno pozen, je pravzaprav diplomiral, kot sem videl kasneje, ne. 66 diplomiral, ne, tako da je bil, izgleda, da se je z računalništvom ukvarjal. Verjetno je bil eno tisti, ki je tudi na CUZEju delal. Ne vem pa točno, ampak bil je zelo brihten človek. Sam izgleda, da študiozen, pa da ni bil preveč. Se spomnim, da Cveto Trampuš je slovel, da je lastnoročno znal diagonalizirati matrike 6x6. S tem, da je imel na mizi tisti mehanski računalnik Facit. To je bilo še pred dobo CUZEja. Ja, mi smo imeli tudi Facite, smo računali že s Faciti, čeprav smo imeli že računalnik, ne. Tisto je bila čista zguba. Ja, me veseli, da si, se pravi, jaz sem te ljudi, da jaz sem te poznal, da razen te Mariborčani sem vse poznal, ne. In nažalost so prehiter umrli, ne, zelo prehiter so umrli, ne. Da bi lahko povedali, kaj se je pravzaprav dogajalo, da bi se le povedali malo, kaj je bilo v resnici, ne. Ne povem še, da je Cveto Trampuš bil tudi zelo dober v ping-pongu. In Zvonimir Buhte ni mogel preboleti tega, da ga je zmeri Cveto premagal. Še ena zanimivost, ja. Zdaj, Egona Zakrajška, vsi vemo, kako je z njim, ne. Zanimivost tega mi je pa Lesjak povedal, ne. Jaz sem, ko so rekli, da bodo za 50-letnico imeli na informatiki ta simpozij, ne, sem jaz skušal dobiti te ljudi, ne. In ker Lesjaka nisem že videl par let, ne, nisem imel njegov naslov, ne nič, potem sem pa šel v imenik iz leta 2014, ne, in tam je bil en sam Janez Lesjak. Stanoval je na Bičevju in jaz sem pač kar telefoniral, oglasila se je neka ženska, ne, žena verjetno. In sem rekel, jaz sem Izidor Hafner, ali morda tam dom računalničarja Janeza Lesjaka, in je bil, ne. No, in Lesjak mi je povedal naslednje, ne, da sta se z Zakrajškom dobila slučajno na sejmu elektronike, sicer mi je rekel 60 let, ampak verjetno je bilo 62 leta, no. In tam sta videla ta računalnik CUZE in Zakrajška je zanimalo to, če se da kaj dobiti o tem. Lesjak je pa nemško znal. In Lesjak je prevajal, kar je Zakrajšek govoril, in sta dobila neko rumeno knjigo ali kakšno. Potem sta šla v Union, v kavarno, in sta tam predelovala tisto knjigo, ne. Lesjak je bral, Zakrajšek je pa zapisoval, ne. In nakar je tisti CUZE pravzaprav ostal v Sloveniji, ne. Iz gospodarskega stališča se je preselil v Slovenijo, in to na lepi pot, ne, in Lesjak je nekje v bližini stanoval in izgleda, da ga je to pritegnilo v računalništvo. Drugače je bil pa on fizik, ne. On je bil fizik in on je tudi naredil nekaj teh poliedrov, ki jih je verjetno računal z računalnikom, po moje, ne. Ker to se ročno ne da računati, ne. In jih je tudi izdelal kot študent. Do leta 1972 je izdelal več teh in so še nekaj smo potem našli po teh raznih omarah, in kar je ostalo, je v matematični knjižnici zdaj, ne. Tako da zdaj za Zakrajška ne bi več govoril, ker ga vsi poznamo, on je bil pač najboljši računalničar tistega časa in še potem. Na enem četrtkovem seminarju, tisti, ko vodi Batagel,
ali na sredi, ne, ampak mislim, da je enkrat v četrtek tudi govoril, ko so bili tista srečanja na, kaj so že, eni kolokviji. No, in takrat je Zakrajšek govoril o tem, kako je programiral tam gor na Jesenicah, pa kakšne so imeli s tem Cuzejem, ga je bilo prav zanimivo poslušati. Ko so plače računali za jeklarno Jesenice. Ja, menda je Iskra dobila licenco za Cuzeja, ne, in da so nekaj jih naredili, sam nisem vedel, da je sploh kakšen v prometu. Ampak očitno je bilo res, ne, da jih je bilo nekaj. Ne. Ampak ta je bil ta prvi, ne. Na Lepem potu je bil ta prvi, ne, potem je dobila Iskra licenco, to sem šele zdaj izvedel včeraj. Ne. To se pravi, očitno je res, ne, da je potem tudi, da so plače računali z njim. Ne. Se spomnim komentarja Egona Zakrajška. Cuzej je imel tudi zvočnik, tako da so prenosi znotraj računalnika med hitrimi pa počasnimi spomini so se slišali skozi zvočnik, in ko je prišel v sobo Egon Zakrajšek, če je visoko piskalo, je rekel, to je pa dober program. Če pa nizko piskalo, to pomeni, da so bili sprogramirano tisti prenosi bolj neuspešni, je rekel, to je pa za nič program. Ja, mi smo še poslušali, mi smo še slišali ropotanje tegale Cuzeja, tam, če se spomniš, Peter, tam je bil prva, ko smo na Lepem potu imeli Ciglerjeva predavanja, tam levo. Iz analize 1, ja. Ja, iz analize, ja. Ropotal noter, je delal. Tako. Ja, tam je bil ta Cuzej. Zdaj bi Miro, jaz bom majhen kasneje, zdaj je bil glavno Lesjak, bi še Lesjaka omenil, ne? Lesjak se je pa rodil 42. v Novem mestu, potem je pa 66. diplomiral iz fizike. To, kar sem povedal Cuzeju, torej tule piše, da je bil inštaliran na Metalurškem inštitutu, ampak to je bil to inštitut za mehaniko, ne. Mogoče je bilo tako, da je prvo nadstropje bil inštitut za mehaniko, drugo je bil pa mogoče Metalurški inštitut, ne. On je za diplomsko nalogo naredil računanje, množenje matrik 100x100 na Cuzeja, kar tudi v Nemčiji niso verjeli, da gre, ne. Celo diagonalizacijo matrike. Pardon, diagonalizacijo, ja. Diagonalizacijo. Je pa imel srečo, da enkrat 36 ur je trajala diagonalizacija matrike 100x100. In je imel srečo, da je bilo na obdobje, da Cuzej 36 ur zdržal, ne da bi kakšna elektronka crknila. Tako da Lesjak, ga vsi poznamo, ko je prišel ta Cyber, mislim, da je bilo 72. leta, ne, je postal glavni sistemski inženir in mislim, da je bil do upokoja je bil glavni sistemski inženir v Republiškem računskem centru, ne. Zdaj pa Mira Vovk, ne. Zdaj, za Miro Vovk je pa zanimivo naslednje, ne. Ona je bila ravno tako kot Trampuš v tem odseku za uporabno matematiko. Ravno tako je programirala na Cuzeja, ne, in so jo poslali tudi v Nemčijo, da se je učila algola za Cuzeja. Je bila pa skozi na inštitutu Jožef Štefan, no, potem je bila nekaj časa na RRC-ju, ki je bil v okviru Štefana, pa nazaj na Štefana prešla, ampak to je bilo v bistvu, mislim, da je kar skozi bila v isti sobi, ne. Tam v tisti baraki, če se spomnite, ki je ni več, ne. Se spomnite tiste barake, ne? Ravno takrat so jo naredili. Štefan. 68. leta. No, ona je imela tisti tečaj iz Fortrana
68 leta in na tistem tečaju smo hodili Bratko, Rajkovič, Lajovic in jaz smo hodili, pa še drugi, ampak te se spomnim, ne. Od takrat se mi poznamo, ne. Franc Savnik se je pa rodil na Sušaku in maturiral je 58. leta na Brežiški gimnaziji, diplomiral je 63. leta v Zagrebu na Prirodoslovno-matematični fakulteti. S programiranjem se je seznanil kot izredni študent smeri praktična matematika, ampak tega ni končal, ne. Tega magisterija ni končal, ne. Ampak tam se je fortran naučil, ne. Računalništvo na gimnaziji Brežice je poučeval 25 let, ne, se pravi 71, 72, to se pravi, je bil v tisti prvi skupini, pa do 95, 99, skoraj do penzije, ne. Vmes je bil pa tudi ravnatelj te gimnazije, pa na zavodu je bil nekaj časa, ne. Se pravi, on je skozi učil matematiko, razen takrat, ko je bil svetovalec oziroma ravnatelj. Leta 96 je prejel nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. Zdaj bi pa povedal o njem naslednje, ne. Jaz se ga malo spominjam z Zavoda za šolstvo, ker sem tam sodeloval tudi nekaj časa v zvezi z novo matematiko, ampak pravzaprav da bi o tej komisiji pa ne vem, ampak on mi je poslal tisto, kar ste videli, odločbo mi je on dal. Takrat mi je dal tudi pogodbo, ki jo je imel z Zavodom za šolstvo, da je sodeloval na tem projektu. Mogoče še to o njem povem, ne. Ko je on hodil na ta Prirodoslovno-matematični fakultet v Zagrebu, je bil profesor geometrije akademik Stanko Bilinski. Stanko Bilinski je odkril tako imenovani romski 12-terec druge vrste. To je za razliko od romskega 12-terca, ki ga je odkril Kepler, je razmerje diagonal zlati rez, tam je pa koren iz 2 pri Keplerjevem. Čudno, da tega niso prej odkrili, da ga že Kepler ni odkril, ali pa kasneje, da ga niso odkrili, ker se da sestaviti iz 2 poliedrov, in sicer iz podolgovatega in pa ploščatega romboedra. Če damo 4 skupaj, se da sestaviti, in nek nemški matematik Kovalevski je sestavil iz 10 ene in iz 10 druge vrste je sestavil Keplerjev 30-terec. To je pa romski 30-terec, ki se stoji, katerega mejna ploska je pa 30 rombov, 30 zlatih rombov, ne. Tako da, ko je on sestavljal, tisto je lahko tudi sestavil ta polieder Bilinskega, to je bilo pred drugo svetovno vojno. Lahko pa, da je že Kepler tudi sestavljal kakšne tele svoje poliedre, ne. Tako da je pravi čudež, da je bil ta polieder odkrit šele 1960. leta in ravno takrat je bil Savnik študent tega Bilinskega. Savnik mi je dal tudi kopijo tiste strani indeksa. Pa sem ga vprašal, če lahko to objavim, je rekel, pa bojiš, da ne, ker je bila tam ena ocena in bila malo slabša, kot so bile druge, ne. Ampak nič hudega, ne.
Imam pa podpis Bilinskega tam z njegovega. To sem pa jaz, ne, v tistem času, mogoče sem 1 leto mlajši, kot pa, ko sem začel predavati računalništvo, ne. Tisto na desni strani je pa tisti plakat, IBM-ov plakat z matematiki, če se ga spomnite, nekaj časa bil še pred knjižnico. Tega sem pa dobil od Marjana Dermastje, ki je bil takrat direktor Intertrada, ki je uvažal IBM-ove računalnike, ne. Stanoval je pa nad nami, tam 2 nadstropji nad nami. Je pa na žalost Marjan Dermastje kmalu umrl. On je bil, ko je bil ranjen v partizanih, je potem malo težje dihal, ne. Tak malo močnejši bil, velik človek je bil to, ne. Njegov sin je bil košarkaš. Potem so pa prišle tablete da so se strdki razstajali v krvi, ne. Take tablete so prišle takrat ven in on je vzel tisto tableto eno in rekel, končno pa zdaj lahko diham. Drugi dan je bil pa mrtev. To je bilo z gospodom Dermastjem. Pa ga je zamenjal Železnik. Jaz sem imel te stike, ko sem tole organiziral tekmovanje z računalništva, sem imel te stike s temi proizvajalci, ne s proizvajalci, tisti, ki so trgovci računalnikov, in pa sem hodil tam okrog njih, da so dajali denar za tekmovanje, ne. Tako da sem tiste poznal ljudi. Takrat je bil pa Železnik, mislim, ali je bil vmes še kdo, ampak v glavnem so dali denar za tekmovanje, ne. Vladislav Rajkovič, no, zdaj bom pa jaz še šel na Volkovo Miro, ne. Tole sliko mi je sin poslal, jaz stika z Miro nisem imel več let, ne, tudi Lesja, ko sem vprašal, če kaj ve Miro, kako je z Miro, je rekel, ja, nič. Je rekel, odkar je Zakrajškova žena umrla, nimam nobenega podatka, ne vem, ali je Mira še živa ali ne. Jaz sem se pogovarjal z njo pred 5 leti, imel sem tudi številko telefona, pa se ni javila. Vedel sem pa, da je njen sin, preko sina sem tudi od takrat prvič dobil, ne, da je on direktor firme, mislim, da je Fintech, neka znana računalniška firma. Tomaž Volk je tudi fiziko končal, mora biti star okrog 50 let, in ima firma Fintech, ne vem, zdaj sta se razcepljena 2, ampak to je zelo znana računalniška firma, ne. Posluje veliko v Rusiji. No, jaz sem kar na firmo poslal pismo, da so preposlali na Tomaža in on mi je vrnil in mi je dal 2 sliki. Eno, ki predstavlja Miro nekoliko mlajša, kot je bila takrat, ne, takrat je bila stara okrog 30, 31 let, ne, ali 32, ne. Tule je pa videti tam nekje 18 ali je pa mogoče tudi 25, ne. Ena je bila pa starejša, pa sem pa tole sliko vzel. Sicer je rekel, da mi pošlje še kakšno, ampak sem bil kar s tole zadovoljen, da ne bi bil jaz tako mlad, kot je. Ker ostale slike sem pa jaz, od Savnika sem jo dobil, ostale sem pa iz interneta pobral, zelo težko sem jih pa dobil, ne. Roblekova slike sta samo 2 obstajale, obe sta bile slabe, Zakrajškove sta samo 3 ali 4, tudi niso dobre, ne. Tale je še kar v redu. Virantovo sem, tako da sem izrezal iz neke slike iz interneta, 3 so bile, sem izrezal ga ven, ne. O Miri ni bilo nobenega govora, o Trampužu tudi ne,
Potem sem pa iz Vidavega zbornika sem našel eno sliko teh študentov, kjer je plemelj gor, pa sem videl Trampuža, pa sem ga ven izrezal, ne, in to je iz tistega zbornika, ne. Tako je to, ne. Tako da, to se pravi, Mira je bila zelo dobra programerka, ne. Ona je verjetno tale Fortran se sama naučila, ne, tako predstavljam. To se pravi, tam je bila poslana na tečaj Algola, Fortran je pa verjetno sama proučila in tudi je napisala knjigo kasneje. Ona je več seminarjev imela na Štefanu, takrat, ko je ta IBM 1130 prišel. Vladislav Rajkovič je diplomiral nekje 75. leta, ravno takrat je diplomiral, ko je bilo tole, ne, 68., 69. leta, ali pa je bil na 4. letniku, zdaj ne vem, ampak takoj se je zaposlil na Inštitutu Jožef Štefan, ne, tudi Bratko in Lajovic sta se takrat zaposlila pri železnikarju. Tako da smo se tudi videvali tam, ne, smo se poznali. Pozneje bom še več povedal o tem, ampak on je bil takrat zadolžen, jaz se ga spomnim, da me je spraševal, kako je poteka pouk, pa kaj sem jaz povedal, pa to. In mislim, da je bil zadolžen že leta 70 za izdelavo učnega načrta. To vemo, da sta z Bratkom, da sta najbolj zaslužna, kar se strokovnega dela tiče za uveljavitev tega predmeta na srednjih šolah, ne. Napisala sta učbenik, zelo dober učbenik, kasneje je bil predelan v Pascal, tako da takrat smo bili mi pravzaprav verjetno v Evropi leta 71. med prvimi, mislim, da so samo Poljaki imeli nekako podoben program. Na svetu pa tudi, meni se zdi, v Avstraliji, da so takrat istočasno izvajali nekaj podobnega. On je potem delal na univerzi v Mariboru, je bil pa tudi honorarno tudi na računalništvu, pa na elektrofakulteti je predaval neke predmete honorarno. Pa na tej šoli v Kranju je deloval. Ker mislim, da je on iz Kranja, da pač doma, ne. In potem je dobil zaslužni profesor, je bil, ko je bil v pokoju leta 2010. Jaz Mariborčanov nisem poznal, nisem se nikoli srečal z Milanom Kacom. Milan Kac je bil pa najstarejši med člani te komisije. Zdaj sem povedal, jaz pač v komisiji nisem delal, ne. Bil sem sam imenovan. Sem pa o njem se tudi težko kaj izvedel, ne. Tole sliko sem tudi zelo težko dobil na internetu. Ampak on se je rodil v Lendavi, potem je pa njegova družina je bila izseljena v Srbijo, ne, in potem se preko Madžarske se je vračal in mislim, da je celo nekaj šolanje na Madžarskem opravil. Potem se je vpisal na neko trgovsko akademijo in potem je končal matematiko leta 1953. Potem je poučeval matematiko na prvi gimnaziji v Mariboru, potem je pa šel na višjo tehnično šolo, doktoriral je pa 75. leta, torej tle še ni bil doktor, ne. Napisal je pa
Tukaj piše, da je napisal priročnik 70. leta, nekje piše, da je napisal priročnik za Fortnite 70. leta. Morda je pa bilo to kakšno leto pozneje, ampak nekje piše to, da je 70. leta. Ko je bil v pokoju, tudi on je dobil naziv zaslužni profesor Mariborske univerze. Napisal je pa tudi logaritemske tablice, pa neke zbirke matematične za univerzo. In dejansko je tudi napisal učbenik za Fortran. Sam tisti meni se zdi 74. je šel. Je bil pa nek priročnik 70. Verjetno, da je tovarna tam imela en tak računalnik. IBM 1130 in da so pravzaprav tam začeli v Tamu, šele kasneje ga je pa dobila Mariborska univerza. Elektrofakulteta ga je pa, mislim, dobila šele 72. leta. Tudi 1130, ne. Zato smo na ta računalnik zelo vezani, ne. Ker zdaj hecno, ne, koliko je recimo Zuse predstavljal računalništvo 8 leta, ne. Potem je pa IBM 1130 akademsko računalništvo predstavljal kar nekaj 5-6 leta, ne. Bogomir Horvat je bil pa elektrotehnik, bil je predavatelj na višji tehnični šoli, upokojen je bil pa kot profesor na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, kot profesor. Nikjer pa nisem videl, ali je doktoriral ali ni, ampak verjetno je moral doktorirati, če je bil upokojen kot profesor. Prej je bil pa višji predavatelj, če se ne motim. Nisem ga pa nikoli srečal. Je pa tudi umrl bil je 76 let star, tako da. Zdaj pri Katzu je bil problem ta, da ko sem jaz iskal po internetu, kaj je pisalo, kot da je še živ in da je star 96 let, je pisalo, ne. In ko sem šel na seznam častnih profesorjev univerze v Mariboru, ni pisalo nič, ne. In pa sem jaz pisal, telefoniral Zvonki Alt, ki ga je poznala. No, ona mi je rekla, da je umrl leta 10 ali 11, ne. Potem sem pisal na univerzo v Maribor, da je po moje že umrl in da naj to popravijo in pred kratkim so to popravili, ne. Avgusta je še vedno pisalo, kot da je še živ, ne, zdaj pa že piše, da je dejansko umrl. Bil je pa zelo zanimiv človek, on je doktoriral je v Gradcu, iz matematike je doktoriral v Gradcu. To je bila ta ekipa, ne. Bi pa tole še nekaj pokazal o tem projektu, ne. Torej, tole jaz, a je dovolj, če spustim tole, pa vklopam. Če imaš une naprej odprte. A se vidi tole? Ne, nič. Nič. Pa moram narediti stop sharing, ne? Ja, najboljš. Stop sharing, pa dam še enkrat. Pa share screen. Ali mi boš ti dala? Ne, ti moraš dati. Ti moraš tisto odpreti prej. Ja. Problem je, da smo skozi starejši. Hladnika sploh nisem spoznal. Sem mislil, da je ta Lojze Trontle. Takole, glejte, tole vabilo je prišlo na sejo, tole vabilo je, na katerega se vsi sklicujejo. 13. aprila 71. je sestanek na Zavodu za šolstvo v direktorjevi sobi, a ne. Dnevni red, poglejte, tlele moram, problem je, da zdaj mi prekriva, vaše slike mi prekrivajo del tega, ne. Pa se jih lahko
ukinaš stran. Ja, samo se bojim, da bojo vse skupaj ukinil. Vse slike lahko premakneš. Dobro, nič hudega, vem, kaj je tam piše. Torej, piše, vabimo vas na prvo sejo iniciativnega odbora pri Zavodu za šolstvo za pripravo projekta za postopno uvajanje pouka računalništva v srednje šole. Seja bo takrat in takrat, 13. aprila 71. ob 9. uri, direktorji pisarni. Da pa piše dnevni red. Obrazložitev projekta in razprave o projektu za uvajanje pouka računalništva v srednje šole, načrt za uresničitev prve poskusne faze uvajanja pouka računalništva, financiranje prve poskusne faze pouka o računalništvu v poskusnih razredih v izbranih šolah, formiranje delovne skupine za izvajanje pouka in priprave kadrov za proučevanje računalništva v srednjih šolah. No, to bi, da ne pozabim, 72. leta je izšla knjiga Priročnik za učitelje, ki so ga pripravili Janez Grad, Janez Lesjak, Egon Zakrajšek, Bratko, Rajkovič, mislim, da so bili teli, Zbral ga je pa Roblek, to je bila taka debela knjiga, mislim, da je 400 strani. To je bil v bistvu tečaj, KAC je bil tudi zraven, ki so pripravili to knjigo, to je bil kot nek priročnik za te tečaje za učitelje. Te tečaji so se izvajali tako, da vsako leto je šlo 25 učiteljev fizike ali matematike na te tečaje Fortrana in tega pač, kar je tam pisalo, in potem so te prevzeli ta praktična znanja iz računalništva, potem, tako da v 3 letih je bilo že 75 profesorjev, ki so šli skozi te tečaje in ravno toliko šol je v 3 letih imelo ta poskus, To je bil ta projekt, Zdaj pa tule, če zdaj pogledamo tlele naprej, zdaj piše tlele spričo vedno večjega potrebe po računalnikih in tako naprej, Piše v nekem projektu, smo pripravili projekt in vidite, in pa piše, ta projekt smo že izdelali, Smo že izdelali in ga v okviru sodelovanja z ameriško-slovenskim projektom dali na Stanford, ki naj bi nudil strokovno in finančno pomoč, pa v računalnikih, ki bi bili. To se pravi, ta projekt je bil že izdelan. Tule pa piše prvi sestanek iniciativnega odbora pri Zavodu SRS za pripravo projekta za postopno uvajanje. Zdaj sta bila to 2 projekta ali en projekt, ampak očitno je šlo za sestanek, ki naj bi pravzaprav ta projekt spravil v potek, ne pa priprava projekta. Jaz nisem več sodeloval, ker jaz sem prej že povedal Trampužu, da ne bom več sodeloval. Nekaj časov, kar se je izkazalo, da zavedno. In potem je pa tako pogovor bil. Sodelovali so Adamič, Roblek, Rajkovič, Trampuš, Volk Mira. Pri Volkovi Miri smo vedno pisali Volk ali pa Volk ali pa Vovk. V resnici je bila pa Lk. Ker je bila nekako iz Primorske, tam so volki, meni se zdi. Na Koroškem so pa volki. In tle zdaj piše, pojasnilo projekta za uvajanje pouka računalništva srednje šole glede prilogo. In ta priloga je bil ta projekt.
To se pravi, ta projekt je bil pripravljen, ni bil to iniciativni odbor. Zakaj veliko o tem govorim? Ker zdaj se govori, da je bil aprila projekt sprejet, julija so šole dobile, 7 šol je dobilo vabilo na sodelovanje na tem projektu, septembra se je pa začel izvajati in je bila ustanovljena komisija za to računalništvo, ki bo spremljala ta projekt. To je bil april, pol aprila, to se pravi maj, juni, julij. Ampak julija se tako ni kaj dosti delalo. Maj, juni. Maj, juni je bilo nemogoče sprejeti takle projekt, ker ga je bilo treba finančno obravnavati na sejah, kaj je bila tam, izobraževalne skupnosti. To se ni dalo kar tako sprejeti. To je bilo potrebno tudi, mogoče tudi mnenje, politično mnenje, to ni šlo kar tako, denar, tako pa ne. Nemogoče, da bi v 2 mesecih bil projekt sprejet. Oziroma, da je šlo za 2 projekta, da so rekli, ta projekt je tukaj napisan, nima smisla, pa da so naredili nek projekt. Sam v tistem projektu drugem ni nobenega govora. To je bila po moja realizacija tega projekta. Torej, učni načrt, nekaj splošnega računalništva, en programski jezik Fortran. Mislim, da je bil ta učni načrt, da je Rajkovič že izdelal. Ali pa ga je potem izdelal. Zdaj tukaj Virant predlaga nekaj druga, da je nesmiselno učiti en sam jezik, kot je na primer Fortran. Očitno Virant ni bil zraven prej, ker drugače tega ne bi izjavil. Ampak problem je bil, da mi tisti, ki smo bili prej tam zraven še, v tistih sejah ni nobenih zapisnikov, smo vedeli, da je pač IBM edina možnost, kjer bi dijaki lahko dobili nekaj možnosti, da sprobajo tiste programe. Potem je bilo tukaj še nekaj, da sta se Kacin strinjala o tem, da bi bilo treba, da bi bilo... Hočem tiste odstraniti vaše slike, pa ne morem. Zavzemata za poučevanje računalništva v smislu rokovanja in upravljanja. To je šlo bolj za operaterje. Torej, ona dva sta bila pravzaprav dokaj nova tlele noter, takrat na tej seji. Ona sta se zavzemala za pouk nekega računalniškega tehnika takrat, ki bi pač rokoval z računalniki. Tle je šlo pa pravzaprav za programerje, v resnici. Za programerje, ki bodo znali en jezik. Izidor, pet na čist na vrh slik. In pol se ti tam odpre en trak, če greš čist na vrh, nad zadnjo sliko, na zgor, se ti odpre en trak in tam klikni na tam, kaj je en sam kvadratek. Veš, da nimam tega. Če greš prav do vrha slik, pa mečken višji. Ja, v redu. Zdaj sam še ti se slišaš. Ja, v redu. Tako. Fino, hvala. Se pravi, tlele zavzemata za poučevanje računalništva s poudarkom na rokovanju in upravljanju z računalniškimi stroji. Samo takrat je bilo to stvar tistih prodajalcev, ker vsak računalnik je imel svoj sistem in so morali izučiti te operaterje za vsak stroj posebej. Tle ni mogel pravzaprav za neko šolo še iti. Šele kasneje, ko se je ta oprema nekako standardizirana, je bilo možno ta poklic računalniškega tehnika uvesti. Ne pa takrat leta 1971. Potem piše, vsi se strinjajo z uvedbo poskusnega pouka računalništva v šolskem letu 1971-1972 v 6 izbranih srednjih šolah.
Pouk računalništva naj bi se odvijal v obliku izbirnega predmeta v okviru praktičnega znanja. Treba izdelati učni načrt in z njim v skladu pripraviti ustrezni učbenik. Torej, je bil zdaj učni načrt pripravljen, ali so ga pač aprila, maja pripravili, to zdaj niti ni bistveno. Problem učnega kadra je bil seveda, možno je ustrezno dodatno izobraževanje sedanjih profesorjev, to se je delalo. Potem so pa tisti profesorji, veliko tistih profesorjev je odšlo v tovarne takrat. Recimo Cokan je šel v državno založbo, recimo, in podobno. Problem je bil v tem, da se računalništvo na univerzi se je kot samostojna smer šele vpeljala 72. ali 73. leta. In mi smo tole srednjim šolam prehitevali univerzo za 5 let. Zakaj je bilo sploh možno to, ne vem, ampak očitno se ljudje, ki so bili zraven z univerze, niso kaj dosti brigali za tole zadevo, oziroma je niso ovirali, bi rekel, ker zdaj, če zdaj hočete vi narediti nek tak projekt, nekaj novega narediti, kot je tole je bilo dejansko novo, potem je praktično nemogoče, ker so taki postopki, da meni se zdi zdaj že 10 let vse ovira, niti če hočeš malenkostno spremeniti učni načrt, je to postopek tak, da ga nihče noče izpeljati. To se pravi, tlej so bile predvideno je bil 6 šol, v Mariboru, zdaj kdo bi pa poskrbel za kadre, v Mariboru bi poskrbela višja tehnična šola, v Mariboru na drugi gimnaziji Šubičeva bi predavala Mira Volk, v bistvu bi ona mene zamenjala, tako si jaz predstavljam tole, ker jaz sem nekako en mesec pred tem ali 2 rekel, da nam več sodeloval in verjetno je bilo to. Na elektrotehnični šoli bo Virant poskrbel. Kdo je dejansko predaval takrat na elektrotehnični šoli na Vegovi, ne vem. Jaz sem spraševal Rajkoviča, kdo so bili tisti predavatelji, ker dejansko jaz 30 let nisem nič vedel, da je bilo sploh kaj zapisanega o tem. Šele takrat se je začelo nekaj pojavljati na internetu, da sta Roblek, Rajkovič o tem poročala 74. na IFIP-u, pa potem še enkrat na IFIP-u, pa še nekje, in tega je bilo precej, da se je to v 7 šolah, da se je začelo, pa koliko je bilo, nikjer pa niso bili imenovani predavatelji v teh 7 začetnih šolah. Tako da ne vem, če bomo kdaj vedeli, kdo je na srednji šoli na Vegovi predaval. Vem pa, da je predaval Veselko Guštin 73. leta. Tako ima v biografiji mi je povedal. On je bil Virantov asistent. V Škofji Loki je bil predavatelj Branko Roblek. In to je to. Mišljeno je pa tlele seveda v Mariboru, zdaj, kjer so to 6 šol, se tle ne vidi, pa na gimnaziji Ravne pa bodo za predavatelje poskrbeli sami. Zdaj, zakaj pa Ravne? Ja, železarna je imela računalnik, tako so Ravne noter prišle. No, v resnici niso bile to tiste šole, ki so dejansko tole začele izvajati. V Mariboru sta bile mogoče že tle omenjene, ampak to sta bile srednja elektrošola in pa gimnazija Miloša Zidanška. Jaz sem tudi predaval, enkrat sem šel v Maribor 71. leta
v okviru, mi smo študente smo predavali po srednjih šolah malo. Jaz sem šel v Maribor, sem predaval Fortran. Hladnik, se ti spomniš, da sem v Idrijo prišel? Enkrat si, ja. Ja, dvakrat sem prišel. A tako. Enkrat sem prišel, pa niste imeli, niste ni delovala, ne? Mogoče. In meni je bilo tako slabo na tisti vožnji, da bi jih malo bruhal, ne. Nisem bil navajen voziti se v avtobusu nazad, drugič sem pa na ta prvi sedež v tem šoferju zraven, pa je bilo v redu. Torej, tle sem pa predaval, me je pa profesor Mundova povabila in sem imel 2 dni naj bi predaval v Fortranu, ampak sem zbolel že prvi dan, tako da sem cel Fortran en popoldne vse povedal, ne. In takrat sem tudi rekel, da verjetno, da ni več dobro, da jaz predavam, tako ne. V Škofji Loki je Roblek predaval, ne. Zdaj, končna slika tega je bila, no, zdaj tle je, to se pravi, je bila ustanovljena komisija za pripravo učnega načrta, to so bili Roblek, Trampuš, Virant, Volk, Zakrajšek, ne, ampak mislim, da je bil to kar tist, ki ga je pripravil Rajkovič, ne, da sploh ni bilo to tegale, ne. Komisija začne z delom med 10. majem, zdaj se zbere čim več materialov o pouku računalništva na srednjih šolah v tujini, ne, učni načrti. Finančni plan, Zavod za šolstvo predvideva, da se bo v tem koledarskem letu porabilo tok in tok, tu niso štele, ne. Denar ne mora dobiti pri skladih in izobraževalnih skupnosti. Zdaj, kot sem rekel, to nekaj tle ne štima, ampak to je bil pa tale projekt, ne. To je bil pa ta projekt. To se pravi, to sem jaz izvedel v tem projektu ene 5 let nazaj, se pravi po 45. letu, ne, v tem projektu. Ampak ta projekt je bil pripravljen za to sejo, ne. Se pravi, tle so zdaj. Jaz mislim, da je nekdo na Zavodu za šolstvo ta projekt pripravil in da se je telefonsko dogovoril s temi ljudmi, ki so tule omenjeni, da bo potem na tej seji to sprejeto za nazaj, a ne, tako si predstavljam, ne, da so neko potrditev rabili, da je to v redu, a ne. Ker tle očitno se tole ne ujema, to časovno se ne ujema, ne. To se pravi, tle so zdaj sodelavci noter, nosilci projekta, nastajanje projekta. Tole piše od Cuzev nekaj. Vse tole dobite tamle na strani, tamle gor, ko vidite, a vidite, pri Vladu Batagelju, vse, kar sem jaz, tole, kar je tlele, je zbral Rajkovič. Potem sem pa jaz še zbral neke stvari spleta in vse to je pri Vladu tu gor. Tako da si to lahko ogledate, pa bolj. Datum in kraj začetka projekta, ne, april. Vidite, ta projekt je bil pripravljen, ne, in aprila so sprejeli tisti iniciativni odbor za izdelavo projekta je v bistvu realizacija tega projekta, ne more biti drugačen. Torej, tle je organizacija, komercialni smotri. To je zelo obdelano. Ne vem, kdo je sploh v stanju napisati tegale. Je pa zanimivo, ne.
Jaz nekako ne bi mogel tole napisati, tole. Učence. Poraba mi, to je, tlele se vidi nekako učni načrt ven. Potem tle so našteti jeziki, strokovna literatura. Nekaj čakam tlele, da vidimo. Jeziki. Gradivo bo prevedeno v angleški jezik, a ne. To gotovo ni bilo nikoli realizirano. Dodatno gradivo. Poročilo o proučevanju pouka računalništva na Univerzi Stanford. To ni bilo nikjer ni rečeno potem, da bi bilo kakšno sodelovanje v tistih, kar sta Rajkovič in Bratko pisala na IFIP-u, ni nikjer nobenega govora o tem sodelovanju. Načrti za 73. Obseg projekta. Tako, ne, tlele zdaj, če pogledate zdaj, tam je bilo 6 šol, tlele pa naenkrat se je skrčilo samo na 5 šol, ne. Druga gimnazija Maribor, druga gimnazija Šubičeva, gimnazija Škofja Loka, tehnična šola Vegova, ne. Tam je bila pa tehnična šola Maribora, ne. Tista šola v Ravnah, ne, je pa tam odpadla, ne. Tam je bilo 6 šol omenjenih, sicer ni bilo 6 navedenih, ampak tam je bila navedena Ravne, ne. Tlele Ravne ni več. Ampak lahko, da so na tisti seji sprejeli, da bo nekaj drugega, ne. Potem je, ne, tole zanimivo, ne. Študij slovenskih strokovnjakov v ZDA po spodaj navedenem razporedju. Seznanitev in proučitev projektov pouka računalništva v raznih krajih ZDA. Obisk nekaterih inštitucij v ZDA, ki se ukvarjajo z izvajanjem in proučevanjem pouka računalništva po izbiri Stanford, ne. To, skratka, v okviru tega projekta ne bi obiskali celo Ameriko, ne. Ne vem, kdo je to ustvaril, ne. Potem so pa tole obisk ameriških strokovnjakov v Sloveniji. No, potem pa pride plansko leto za 71, 72. To se je pa dejansko nekje izvajalo, ne. Tale plan se je izvajal. Ne vem pa, kako je bilo potem 74, 75. Kaj se je zgodilo, da je vse skupaj šlo k Kornhauserju, ne vem, ampak takrat je Kornhauserjeva, to je bil tisti čas, ko so to vlado, v kateri je Kavčič bil predsednik, je bila nekako, Kavčiča so v bistvu zrušili, ne. Tudi moj oče je tudi malo sodeloval pri tem, ne. In potem je v naslednji vladi, ki jo je vodil Zemljarič, je prišla Kornhauserjeva kot podpredsednica. Ne vem pa, ali je zdržala dolg, ali je cel mandat odpravila, ampak v glavnem, takrat je ona zrihtala tam klet v Vegovi, a ne, za ta center za učenje kemije, za neko računalniško učenje kemije, nekaj takega, in je ta projekt pravzaprav šel k njej, ne. In ko sem jaz 77. leta prišel z idejo o tekmovanju v računalništvu, sem tam Rajkoviča našel, ne.
namesto, on je bil nekako vodja tiste zadeve. Pravzaprav nisem niti šel za tale, ampak sem šel za te profile poklicev, ja. Ne za tudi ali pa v boje, ne, v resnico boje, ne. In sem našel v kleti tam pri Korenhauserju, še z nosom se nekaj menil, ne. Ne vem pa, če je še bila predsednica, ampak ona je zrihtala tiste in ta projekt zgleda, ali je to isti projekt, ali je bil kaj novega, se je izvajal, ni več na zavodu, ampak je šel k njej, ne. Potem pa ne vem, kaj se je dogajalo, potem je pa verjetno vse skupaj spet šlo na Zavod za šolstvo, ne. To je pa zdaj že učni načrt. Učni načrt, ampak jaz mislim, da je bil to kar, ali je bil narejen takrat maja, kot je bilo rečeno, ali pa je bil že prej, tule ni videti nobenega datuma, kdaj je bil narejen, ampak gotovo je to delo Rajkoviča. Potem je pa Rajkovič imel sam še tole, v svojem spletu teh dokumentov, ki so zvezani, je imel sam tole še. Tele šole naj bi izvajale, ne. To se pravi, julija je šlo tole ven, tole vabilo, ravnateljstvo Prve gimnazije Ljubljana, Druge gimnazije Ljubljana, Elektro-srednja šola Vegova, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Škofja Loka, Zidanška, ne, in zdaj vidimo, da je pa zdaj 7 šol, ne. To je še ena sprememba, ki se je zgodila tam verjetno junija, ne, da so tele šole, ne. Verjetno so na Bežigradski gimnaziji rekli, da je pravzaprav to bolj paše k njim, kot pa na drugo gimnazijo, ki je bila bolj klasična gimnazija, ne. Kje imaš tle gimnazijo v Bežigrad? To je gimnazija Brežice. Ne, Ja, prva gimnazija, ne. Peričeva. Peričeva, to ne. Gimnazija Ljubljana, Peričeva je Bežigradska gimnazija. To ja. Ja, sem jaz tudi zamešal Brežice pa Bežigrad, ne, ampak torej tle pa zdaj 7 šol, ne. Je pa v bistvu je tle dodana zraven tale gimnazija Bežigrad, ne. In zdaj je takole, kakor sem jaz včeraj izvedel, so Bratko Lajovic in Rajkovič učili prvo leto 71 na Bežigradski gimnaziji, ne pa na drugi gimnaziji. Še tudi pol nekaj časa, se mi zdi. Ja, kar nekaj časa, ja. Na drugi gimnaziji je pa zgleda, ali ni bilo, ali pa je Mira Volkova učila tisto leto, ker leta 72-73 je pa Bratko učil. In to je pa našega kolega Petkovška učil Bratko, ne, takrat. Ker je pa še enkrat, po mojem, ko je poslušal mene tam v drugem letniku, je v 4. pa poslušal Bratkota. In tako da zgleda, da 71-72 je v bistvu Mira Volkova imela, razen če ni bilo tako, da ni bilo ljudi, ki bi to poslušali. Čeprav, ko sem jaz predaval, nekje okrog 20 učencev je bilo, ne. Seveda na Bežigrad so pa zbrali 3 oddelke za tole, ne. In veliko teh računalničarjev, Slolina pa Gams pa teli so, Cestnik so prišli iz Bežigradske. Medtem ko teli klasični, ne, so pa bolj redki, ne. Jaz sam Petkovška poznam, lahko pa da je bil še kakšen teh znan matematik, ne. Tako, ne. Potem, kot sem rekel, o tem sem bil seznanjen po 45 letih. Potem sem pa Savnika srečal. Savnika sem srečal, ne vem kdaj. Ko sem delal tele modele iz poliedrov, ne, sem si zaželel imeti lesen polieder. Moj
ogromen polieder. Mislil sem, da to vržeš kos lesa noter, potem imaš pa stroj, pa to vrže ven tak kos, ne, narejen polieder, ne, da so taki stroji, ne. In sem slišal, da Savnik, ne slišal, vedel sem za Savnika, ker on je že enkrat na občnem zboru te svoje skulpture, mislim, da je bil to Podčetrt, ko jih je predstavil, ampak takrat ga pa nisem dobil, ker je zginil. S tistimi skulpturami ga nisem mogel dobiti. Sem pa njegove študentke, ki so bile potem na Zavodu za šolstvo enota Novo mesto, ena ali dve njegove študentke sta bile, sta rekla, da je tam on. Pa se ne spomnim, kdaj sva se srečala. Pa mi je povedal, da pravzaprav je bil pa on takrat študiral, ko je Bilinski tale polieder odkril, ne. In jaz sem bil povabljen v Zagreb na ta kongres šolskih matematikov, učiteljev matematike na šolah. In potem predtem mi je tale polieder naredil, oziroma ga še ni naredil. Naredil je pa enega Bilinskega in enega od Keplerja. In tiste dva sem jaz nesel na tisti seminar in sem jih tam pustil. Nazaj grede je bil pa že moj izdelan, ne, kaj je bilo treba še lepo pobarvati, ne. Mislim, da ga je delal vsaj 2 meseca, ne. Enega je zase naredil, enega pa zame. En se mu je pa po nesreču, ker kota ni točno zračunal. In je material, tiste rombe, ne vem koliko rombov, to se pravi 210 rombov plus 30 rombov je vrgel stran, ne. Čeprav bi jih lahko za tlakovanje uporabili, ne. Lesenih zlatih rombov, ne. Tako da jaz sem s Savnikom sodeloval tudi potem, ko je bila 50-letnica Bilinskega, je Savnik naredil 4 te poliedre Bilinskega, enega je dal v Zagreb, enega smo v Ljubljani dobili, ko smo imeli neko, tako je bilo, Pisanski je imel konferenco ob svoji 70-letnici. Pa smo še tega Bilinskega omenili, pa smo tole kot kakšen mini spomenik naredili, ne. Se pravi, en je na inštitutu za matematiko, enega ima Savnik, enega imajo na Hrvaškem društvu, enega imam pa jaz. Razen tistega mojega 210-terca. Potem je še eno kocko naredil, leseno kocko, ki se jo da razrezati in v četrtino 12-terca Bilinskega. To bi bilo pravzaprav vse, kar sem imel za povedati, ne. Kot vidimo, zdaj tisto, kar piše, ne, nekako Rajkovič, kar je Rajkovič napisal, je nekako takole, ne, da je 13. april odločilen datum, ko se je vse to začelo, ne, in potem je v parih mesecih bilo to vse izpeljano, ne. Kar je pa že takrat bilo nemogoče, ne. Zdaj bi bilo pa to sploh nemogoče, ne. Veste, ker vse je bilo treba projekt sprejeti, potem je mogla neka komisija reči, bomo dali denar, ne. Tudi če politika nič ovirala, je bilo treba nekaj časa, ne. Tako da jaz mislim, da je bila stvar nekoliko drugačna. Da na tiste seje, ki smo jih imeli leta 70, ne, se tudi piše, Lipušič piše, da je bilo to 70. leta, ne, ko je Roblek zbral to skupino, ne, da je bilo to takrat narejeno. Jaz sem pa večkrat manjkal, pa verjetno nisem vedel, ne. V resnici mogoče sem bil samo 2-krat tam, ne, na teh sejah. Zdaj, mi se zdaj trudimo, ne, kako bi vpeljali računalništvo v osnovne šole. Recimo, zdaj, ko je bila ko je ta COVID začel razsajati, ne,
Tisto, kar bi mogla ministrica priporočiti, je, da bi vsi učenci osnovne šole poslušali 1 leto računalništva, ki bi bil prilagojen za šolo nadaljavo. To bi morali narediti, ne pa spreminjati učne načrte. Ker tudi, če pač pride neka epidemija, potem je treba tudi prilagoditi kakšno stvar. Torej, ne reči, da je to obvezen predmet, ampak reči, da priporočati ravnateljem, da vsi učenci poslušajo vsaj 1 leto tega, da znajo rokovati z računalnikom. Saj ni treba programirati, ampak samo, da znajo rokovati. Mi vemo, že zdaj vidimo, kakšne težave so. Ko ti računalnik, recimo, dobiš tam polovico angleških, polovico slovenskih izrazov, vse to, ali pa se ti prekine, pa začne nova verzija nalagati, vse to je potrebno znati, rokovanje. Če ne, so pa nevarnosti, ali pa nevarnosti, ki so v zvezi z internetom, vse to je stvar osnovne šole. Zdaj pa, kaj pa se v resnici dogaja? V resnici se dogaja, da nekateri učitelji animirajo učence za svoje izbirne predmete. Namesto bi šli na računalništvo, vsaj 1 leto, ali pa pol leta, jih animirajo za svoje predmete, tako da in potem učenec težko reče ne. Ni to tako enostavno. Torej, če bi bil jaz minister, bi pač rekel, bi dal tole, da morajo ravnatelji priporočati tole zadevo. Pa bi pa še majčkeno inšpekcije dal takole, kako gre tole, kako grejo šole na daljavo, in bi hitro vsi imeli tole računalništvo. To je moje mnenje, zdaj bom pa jaz nehal, da slišimo še druge. Če so kakšne vprašanja, kakšne nejasnosti. Izidor, jaz bi samo to rekel, kolikor se jaz spomnim, je bila Aleksandra Kornhauser podpredsednica izvršnega sveta samo kakšnega pol leta. Vsekakor mislim, da ni trajala niti eno, mislim, da ni vztrajala na tem položaju niti 1 leto. Ja, verjamem, da je bilo kaj takega, ampak v tistem času je speljala ta projekt SEP, pa še tisto je dobila. Ker pa to dobila, je bila pa zadovoljna. Ja. Je bila pa sposobna ženska, to pa ni kaj. Ja. Ena od redkih, mislim takih, da se je res znajdla. Ja. Bi se spomnil, da smo bili enkrat povabljeni k njej na eno sejo in se izkazali, da ima v kleti ona še restauracijo svojo, v kateri smo dobili eno tako prav, ene čudovite solate in podobno, in pol, ker smo mi to nekako bolj, se nismo tega takoj lotili, je izjavila Aleksandra, zakaj sem pa jaz ob 6. zjutraj vstala, da sem vse to naribala. Ja, jaz se spomnim Benkoviča. Benkovič je bil njen glavni izvajalec, elektrotehnik Benkovič. Se je tudi sodeloval pri računalništvu, tam pri zbirki nalog je sodeloval. On je bil glavni, ona ga je poklicala, on je bil pa kot nekaj si je zapisal in pa je on izvajal tole zadevo. On se je spoznal na računalništvu, tako da medtem ko za njo nisem čist prepričan, koliko je. Znala je pa tako dobro govoriti, pa v več jezikih, da si lahko poslušal še pa še. Tako da sem imel kar malo treme, ko sem se z njo pogovarjal. Jaz se nisem kaj dosti bavil, ker pač jaz sem vedno izkoristil priliko, če je bila kakšna taka možnost, kaj sem kot to izobraževanje, usmerjeno izobraževanje. To je bila neka taka rdeča knjigica, kjer je pisalo skupni predmeti, pa precej komplicirana zadeva je bila.
ampak bilo je veliko skupnih predmetov. V prvem letniku je bilo vse skupaj, ne? Vsi so imeli enako. Ne? Pa so bili pa neki obvezni izbirni, pa neki neobvezni izbirni. Pa sploh nisem vedel, zakaj so obvezni, pa neobvezni izbirni. Ne? Ampak sem lepo tisto preštudiral, ne? Pa napisal, kako bo računalništvo izgledalo. Ne? In to smo oddali naprej, ne? Pa ne vem, kako so potem ta dva poklica spravili skupaj. Sem pa se pogovarjal, v glavnem s tem je bilo tako, ne? Viška gimnazija in gimnazija v Kranju sta postali, Viška gimnazija je bila sploh računalniška šola, gimnazija v Kranju je bila pa šola za pedagoško usmeritev, pa računalništvo, pa še nekaj. Ne. Potem sta bila pa šola v Velenju, šolski center v Velenju, oziroma takrat je bila šele rudarska šola, ne. Pa mariborska elektro. To so bile te 4 šole, ki so prve izvajale te poklice v usmerjenem izobraževanju. Ne. Ko je pa 91. leta nastala ta protireforma, ne, reforma reforme, ne, to je, ne, minus je plus, ne, tako nekako, ne, so pa seveda takoj ukinili, Viška gimnazija spet postala gimnazija, ne, v Kranju so z veseljem spet prišli na gimnazijo, ne, in Velenje, pa tam so pa ostali, ne, pa zrasli so tudi večina teh elektrošol so dobile te smeri računalništvo, ne. Tako da ni cerkveno računalništvo, ampak ni bilo tisto, ker sem si jaz zamišljal, da so to neke matematične računalniške gimnazije, veš, ne, z malo gimnazije, ampak malo računalništva še, ne. Se pravi, en programski jezik, da dobro znaš, tako nekako, ne, sem si predstavljal, ne. Tako je bilo to, ja. Zdaj, mislim, hec je bil v tem, ne, kako je bilo sploh možno narediti, najprej tole prideti noter s tem predmetoma, ne, 71. leta, potem 77. organizirati prvo tekmovanje na svetu iz računalništva, ne. Čeprav smo priprave delali že 75. leta, v resnici je šlo za to, ne, da smo imeli zelo slab vpis na računalništvo na elektrošoli, ne. In kako bi mi to povečali, smo rekli, da bomo imeli to tekmovanje, ne. To je bil v bistvu ta razlog. No, potem pa 77. leta, 81. smo že vpisali v te šole, ne. Se pravi, 10 let po uvajanju je že vpis v srednje šole, ne. To praktično zdaj 10 let, zdaj bodo rabili 3 leta, jo rabili samo zato, da bodo računalništvo v osnovnih šolah uvedli kot obvezni predmet, ne vem, ali bo to 1 ura ali 2, ali pa sploh, ali pa ga sploh ne bo, ne. Ker če bo zdaj COVID zginil, ne, potem bo se po starem nazaj šlo, ne. Čeprav se mi zdi tlele idealna možnost za tiste, ki svoje otroke šolajo doma, ne. Zanje bi bila idealna prilika, da bi se recimo ustanovila šola, ki bi vse te otroke učila na daljavo, ne. Neka taka šola bi bila enotna. To bi bilo veliko ceneje, kot pa, da vsak plačuje neke inštruktorje tam ali ne vem kaj, ne. Mislim, da je pred 5 leti so se 4 šole na daljavo, letos jih je pa že 1600, ne. Drugo leto jih bo pa mogoče 3000, ne. Torej, ne zdi se mi tako neumno, no, šola na daljavo, ne. Enotna šola na daljavo, ne. Čeprav je pač iluzija to, ne. Namreč, kaj mislite, zakaj vse reforme šolstva propadajo? Malo se je treba zamisliti, ne. Jaz imam svoje mnenje o tem. Pa ga ne bom povedal, ne.
Dobro, zdaj pa